Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Nizozemske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem in drugem prostem treningu. Tudi tokrat, kot ponavadi, bomo prve minute prispevka posvetili tehničnim novostim ter zanimivostim. Nato bomo v nadaljevanju skušali razumeti tisto pravo razmerje sil, seveda pred prihajajočimi kvalifikacijami. In tudi tokrat, kot običajno, se bomo oprli na tiste uradne dokumente, ki jih izdaja FIA. In opazili bomo, da imamo kar 3 novosti. A naj vas to ne zavede, namreč pred samim poletnim premorom smo govorili o tem, kako bo velika večina ekip preusmerila svojo pozornost k bolidom za sezono 2026 in da ne smemo pričakovati več kakšnih resnih, obsežnih posodobitvenih paketov. Ampak, če pogledamo papirje, bomo videli, da gre pravzaprav za malenkosti. Pri ekipi Alpine so spremenili tiste krajše profile na zadnjih zavornih košarah. In lahko bi dejali nič takega, ampak treba je zabeležiti vsako novost. In podobna zgodba pri ekipi Sauber, kjer pa imamo možnost izvedeti nekaj več. Govorili smo o tem, da ekipe so svojo pozornost že preusmerile. In Inaki Rueda, ki je nam navdušencem znan, ker ga poznamo predvsem iz njegovega obdobja pri skuderiji Ferrari, je razložil, kaj se je pravzaprav zgodilo tudi pri Sauberju. Delajo predvsem na bolidu za prihodnje leto, ampak imeli so nekaj malega kapacitet pri simulacijah CFD, odkrili so manjšo izboljšavo, ki bi jo lahko napravili na zavornih košarah. S to spremembo so malce bolje ločili zračni tok tam med samim zadnjim kolesom in menjalnikom ter seveda napravili spremembo. Sprememba, ki po navedbah Ruede služi predvsem temu, da so temperature v tistem optimalnem območju in niso napravili niti novih zavornih košar. Stari profil so odrezali, novega so prilepili, ampak ker gre za drugačno komponento, je tudi ta zavedena v samih dokumentih. Torej, edino pravo občutno spremembo smo lahko videli pri ekipi Red Bull. Tam so spremenili rob možnih profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. In tudi tu v ozadju zanimiva zgodba. Namreč tisti, ki so prisotni na progi, so marsikdaj najboljši vir za prave fotografije. In Albert Fabrega, znani španski novinar, nam je ponudil serijo 4 fotografij Red Bulla, kjer vidimo vse, razen tistega, kar nas zanima. Čeprav je povedal, da ima Red Bull novost predaj. Zanimivo je, da je objavil tudi serijo fotografij McLarena in Ferrarija, kjer smo pa točno videli prednji aerodinamični stabilizator, ki je enak kot na prejšnjih dirkah. Ampak brez skrbi. Našel sem tudi pravo fotografijo, kjer lahko vidimo, kaj so spremenili pri Red Bullu. Vidimo lahko tam na zunanji strani seveda tistih možnih profilov, da se je rob malce podaljšal. To služi uravnoteženosti in predvsem služi temu, da je bolid bolje vodljiv skozi kombinacijo ovinkov, ki je prisotna na progi v Zandvoortu. In seveda sedaj, kar se tiče novosti,
smo seveda zaključili in poglejmo si, kaj smo lahko razbrali iz prvega in drugega prostega treninga. Tu je tudi tista uradna vremenska napoved, ki je kazala, da bo edino obdobje v celotnem vikendu, ko ne bo deževalo, prav prvi prosti trening. In zato tudi v nadaljevanju bomo morali te podatke vzeti za malce rezerve. Morda so ekipe več delale v prvem prostem treningu kot nato v drugem. A kar se tiče kvalifikacij, to ni važno. Videli smo tako v prvem kot v drugem prostem treningu ogromno napak. In prva je bila tista, ki jo je povzročil Andrea Kimi Antonelli in seveda s tem tudi prvo rdečo zastavo, kar je skrajšalo čas, ki je na razpolago vsem voznikom. A videli smo, da tudi mnogi drugi so imeli težave, čeprav niso bile te tako hude, da bi povzročile samo zaustavitev. Bizarno je bilo tisto, kar se je zgodilo Maxu Verstappenu, ko je po končanem prvem prostem treningu, ko vozniki nekako preizkušajo speljevanje, izgubil nadzor in v prvem ovinku šel enostavno naravnost. In to je nekaj, kar si moramo zapomniti. Ampak, če pogledamo lestvico, bomo videli, da sta najhitrejša McLarena. Ampak prvo presenečenje je takoj v ozadju, namreč Aston Martina s Strollom in Alonsom. A rahlo negativno presenečenje je tisto, ki smo ga videli pri skuderiji Ferrari na 14. in 15. mestu. V nadaljevanju, tudi s pomočjo rezultatov drugega prostega treninga, bomo skušali razumeti, zakaj je Aston Martin tako spredaj, bolj kot običajno, in zakaj je Ferrari bolj zadaj kot običajno. Verjeli ali ne, vzrok je lahko en in isti. A treba je povedati, da Lando Norris je imel bistveno boljši čas v primerjavi z Oskarjem Piastrijem. In tu se lahko začnemo spraševati, kje je bila razlika med enim in drugim. In seveda, najbolj konkreten odgovor je tisti, ki nam ga poda analiza mikrosektorjev. Tu lahko vidimo, da je bil Lando Norris boljši v tistem ovinkastem tehničnem delu v primerjavi z Oskarjem Piastrijem in mogoče, ponavljam, mogoče je imel nastavitve, ki nekako imajo več tistega oprijema v primerjavi z onim, kar je imel na razpolago avstralski voznik, ampak v prvem prostem treningu se lahko preizkušajo razne rešitve. A ne smemo pozabiti, da na začetku drugega prostega treninga je že rahlo deževalo, ne dovolj za pnevmatike za vlažno progo, ampak asfaltna površina ni bila suha. In Lance Stroll na tretjem ovinku, na ovinku Hugenholz, je izletel s proge. Na srečo se ni poškodoval, ampak gre za enega izmed tistih dveh ovinkov z visokim naklonom, kjer smo videli, kako si je na primer Daniel Ricciardo poškodoval roko. In ne smemo tu nekako kriviti zopet Lancea Strolla in se mu mogoče rogati, glej ga, ker ne zna, kajti tudi na drugem prostem treningu ni bil edini, ki je povzročal preglavico. Ne smemo tu seveda mimo dejstva, da je Alex Albon povzročil drugo rdečo zastavo v drugem prostem treningu oziroma tretjo do sedaj v celotnem dirkaškem vikendu. Le da se mu je to pripetilo, podobno kot Maxu Verstappenu tam v prvem ovinku, kar nam zopet pove, da imajo vozniki težave z oprijemom, morda nizke temperature, morda tlak v pnevmatikah ali kaj drugega. Govorili smo v uvodnem prispevku, da se organizator nekako trudi imeti več kot en postanek. Mogoče se ekipe s tem ne strinjajo in nekako preizkušajo nastavitve, ki varčujejo na strani pnevmatik, ampak
po drugi strani ne dajejo nekega konkretnega oprijema. Ampak verjetno vas zanima, kakšni so rezultati drugega prostega treninga. Vidimo lahko, da je zopet Lando Norris tam spredaj in za njim Fernando Alonso na tretjem mestu, Oscar Piastri, ampak vsi trije znotraj desetinke, zato bi lahko dejali poravnani. In tu seveda ne smemo pozabiti, da tudi oba Ferrarija sta prišla dokaj naprej. Ampak samo mesto nas ne sme zavesti. Namreč, če se ozremo po zaostankih, bomo videli, da so res nekoliko manjši kot oni na prvem prostem treningu, ampak še zmeraj gromozanski. In sedaj je treba dati tisti odgovor, ki ga marsikdo pričakuje. Zakaj je Aston Martin tu spredaj in zakaj je morda Ferrari malce v ozadju? Rad bi vas opozoril na to radijsko komunikacijo Charlesa Leclerca, ki kaže, da so bili v skuderiji dokaj nervirni, dokaj nervozni. A menim, da je razlaga kot običajno v bistvu enostavna. Proga v Zandvoortu zahteva izjemno visoke nastavitve bolida, torej z večjo razdaljo med dnom nad asfaltno površino. Zaradi grbin na sami progi in seveda zaradi onih obeh ovinkov z naklonom. In če se spomnimo, Ferrari trpi visoke nastavitve in mogoče to nekako vidimo tudi po rezultatih prostega treninga. Z razliko od onega, kar kaže Aston Martin. Aston Martin, tudi če je nastavljen nizko v primerjavi z ostalimi, ne generira toliko tistega talnega efekta, kot na primer konkurenca. In sedaj, ko so vsi malce višji, se je ta hiba precej omilila. In tudi zato lahko vidimo, kako sta bila oba voznika na prvem prostem treningu in samo Fernando Alonso na drugem izjemno konkurenčna. Ampak, če sedaj malce zaključimo, kaj lahko pričakujemo od samih kvalifikacij. Dvomno v prvi vrsti oba McLarena. Na to med zasledovalci bi lahko dejali, da pričakujemo presenečenja, kot je na primer Aston Martin. Ni nujno, da na samih kvalifikacijah bomo imeli suho progo, kot kažejo napovedi, skorajda zagotovo ne. In morda lahko uspe preboj tudi kateremu izmed Mercedesov, tu govorimo predvsem o Georgeu Russellu, in kot sem že mnogokrat povedal, tudi Max Verstappen je tam v ozadju pripravljen, da predvsem na domači veliki nagradi pokaže vse, kaj zna. Tako da sam bi malce tvegal in dejal, da v prvi vrsti oba McLarena, na to Red Bull Maxa Verstappena in vsaj eden izmed obeh Aston Martinov, medtem ko Ferrari morda v tretji, morda v četrti vrsti, če jim bo sploh uspelo priti v tretji del kvalifikacij. Kajti ne smemo pozabiti niti na ostale. Z manjšimi težavami bi se lahko zgodilo marsikaj. Če lahko rečemo, da rezultati prvega prostega treninga niso realni, tudi v drugem morda marsikdo ni pokazal svojega potenciala, vsaj ne do konca. Ampak zanimivo je pri Ferrariju, da sta bila tako na prvem kot na drugem prostem treningu oba voznika dokaj skupaj, kar nismo videli bližno od začetka letošnje sezone in kar je tudi zanimiva točka. Ampak za prispevek pred kvalifikacijami je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.